Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, drage gledalke. Januar je prinesel nekaj novosti v zvezi z energetskimi izkaznicami, saj morajo vse novogradnje in obstoječe stavbe po določilih energetskega zakona v primeru prodaje ali oddaje stavbe v najem za več kot 1 leto pridobiti to javno listino. Več o tem, kaj vse morajo lastniki nepremičnin vedeti o energetski izkaznici, nam bo pojasnil naš današnji gost, Danijel Levičar, direktor Direktorata za energijo z Ministrstva za infrastrukturo. Gospod Levičar, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni. Torej, od 1. januarja dalje potrebujejo vse stavbe, ki se prodajajo in tudi tiste, ki se oddajajo v najem za več kot 1 leto, energetsko izkaznico. Pa morda tako za začetek, kaj energetska izkaznica sploh je, zakaj jo potrebujemo? Energetska izkaznica je ukrep v okviru učinkovite rabe energije in hkrati tudi ukrep za zaščito potrošnikov. Če se bolj plastično izrazim, energetska izkaznica podaja kupcu stanovanja eno neodvisno informacijo o tem, kaj takšno stanovanje dejansko za njega pomeni v smislu stroškov glede ogrevanja in tudi ukrepov, ki jih bo moral v prihodnosti sprejeti, zato da bo njegovo stanovanje energetsko še bolj učinkovito. Če naredimo primerjavo recimo z avtomobili, danes vemo, da se težko odločimo za avto, ki ima veliko porabo. Zaradi tega ljudje kupujemo avtomobile, ki imajo manjšo porabo in iz tega naslova potem tudi v globalu porabimo manj energije z avtomobili. Na drugi strani imamo stanovanjski sektor, v katerem je tudi poraba energije velika in s takšnim ukrepom potem spodbujamo ljudi za to, da kupujejo oziroma da so ozaveščeni in kupujejo stanovanja, ki so energetsko manj potratna. Energetska izkaznica je torej potrebna, ko nepremičnino prodajamo ali jo oddajamo v najem za več kot leto dni. Kdaj pa energetska izkaznica izjemoma ni potrebna? Energetska izkaznica izjemoma ni potrebna v določenih posebnih primerih, to je pri stanovanjih oziroma pri stavbah kulturne dediščine, v primerih stečajev, v primerih neogrevanih stavb in industrijskih stavb. No, poznamo torej 2 vrsti energetskih izkaznic. Kakšna je razlika med njima? Kdaj je torej potrebna tako imenovana računska in kdaj merjena energetska izkaznica? Za kakšno razliko gre? Res je, obstajajo 2 vrsti izkaznic, ki se izdajajo. Ene so merjene in druge so računske. Za vaše gledalce bo verjetno veliko bolj pomemben podatek, da je za vse stanovanjske stavbe je potrebna računska izkaznica, ki je v domeni izdelava teh izkaznic, je seveda v domeni teh neodvisnih strokovnjakov. Za vse nestanovanjske stavbe, obstoječe nestanovanjske stavbe, pa je v uporabi, pa se izdeluje tako imenovana merjena energetska izkaznica. Merjena energetska izkaznica je pa nič druge kakor zbirka merjenih podatkov, ki jih neodvisni strokovnjak zbere na terenu, na tej stavbi in potem iz teh merjenih podatkov sestavi izkaznico. Na drugi strani računska izkaznica pa je izdelana prav s posebnimi programskimi orodji. Uvodoma ste že povedali nekaj o tem, kaj za lastnika hiše oziroma stanovanja takšna izkaznica pomeni, ampak kaj vse je razvidno iz te energetske izkaznice? Kakšen vpogled pravzaprav dobi lastnik stanovanja? Jaz bi izpostavil 2 pomembni zadevi, ki se nahajata na energetski izkaznici. Energetska izkaznica poda dovedeno energijo, potrebno toploto za ogrevanje stanovanja. Energetska izkaznica podaja kategorije, v katero tukaj noter stanovanje, v katero spada. To pomeni, da od A1 do razreda G. Razred G je najslabši razred, to so stanovanja, ki so energetsko najbolj potratna, medtem na drugi strani se pravi imamo lestvico, gre do A1. A1 so pa tista stanovanja, pri katerih za ogrevanje potrebujemo najmanj energentov.
Naprimer, imamo na energetski izkaznici mersko enoto kilovatne ure na kvadratni meter na leto. Kaj recimo pomeni podatek 10 kilovatnih ur na kvadratni meter na leto? Kaj to pove lastniku nepremičnine? Kilovatne ure na kvadratni meter na leto se dajo relativno preprosto preračunati v energent in potem tudi v ceno energenta, ki ga bomo potrebovali, zato da bomo kvadratni meter našega stanovanja v enem letu ogrevali. Se pravi, če je 10 kilovatnih ur na kvadratni meter na leto pomeni približno 1 liter, če je to ekvivalent 1 litru kurilnega olja, to pomeni, da bomo pri stanovanju, ki je v razredu A1, to je najboljši energetski razred, potrebovali za ogrevanje recimo da 100 kvadratnih metrov velikega stanovanja manj kot pa 100 litrov kurilnega olja na leto. Pa je energetska izkaznica po vašem mnenju dober pokazatelj, v kakšnem energetskem stanju se nahaja naša nepremičnina? Recimo, ko nepremičnino kupujemo, a ni mogoče to verjetno tudi primerjati s primerjavo položnic za ogrevanje recimo za leta? To je bil ravno en večji od problemov, s katerimi smo se srečevali. Se pravi, da naredimo sistem izdelave energetskih izkaznic takšen, da bo najbolj primerljiv. To pomeni, če imamo stanovanje, v katerem živimo, oziroma na drugi strani stanovanje, v katerem se ne živi, bodo ti merjeni podatki popolnoma različni. V stanovanju, kjer se ne živi, kjer so radiatorji zaprti, bodo merjeni podatki kazali popolnoma drugo sliko. Tudi pri ljudeh samih vemo, da imamo različne navade. Nekdo živi v stanovanju pri 18 stopinjah, nekdo želi živeti v stanovanju pri 25 stopinjah. Iz tega razloga ti merjeni podatki niso primerljivi. Če grem jaz kupovati stanovanje A ali stanovanje B, želim pri istih pogojih vedeti, kakšen bo strošek za mene. To pomeni, samo na takšen način, kot recimo računska izkaznica, lahko veš, a je stanovanje A bolj učinkovito energetsko od stanovanja B. To je bila glavna premisa, ki smo jo zasledovali pri uvajanju tega sistema. Primerljivost. No, vprašanje, ki pa zanima predvsem lastnike stanovanj v blokih, je, kako pridobiti energetsko izkaznico za posamezno stanovanje v bloku. Tako je. Do spremembe pravilnika, ki smo jo izvedli še v koncu prejšnjega leta, smo to težavo odpravili na način, da je možno v večstanovanjskih stavbah izdelati energetsko izkaznico tudi za posamezno stanovanje. Prej je bilo predvideno, da se bodo stanovalci pokrili energetsko izkaznico za celotno stavbo iz rezervnega sklada, ker pa je za rezervni sklad, za uporabo rezervnega sklada potrebno določeno število soglasje stanovalcev, ki pa ni, kakor vidimo iz terena, vedno dosegljivo. Smo šli tudi v to spremembo, s katero smo omogočili tudi za posamezno stanovanjsko enoto, da se pridobi energetska izkaznica. Kako pa je v primeru, če recimo energetska izkaznica že izdana za celoten stanovanjski blok, se da v tem primeru naknadno dobiti tudi energetsko izkaznico za posamezno stanovanje? To ni predvideno. Iz naslova primerljivosti, iz naslova tega, kar želimo s tem ukrepom doseči, je veliko bolj smiselno, da se izdaja energetska izkaznica za celotno stavbo. Potem ima tudi upravnik veliko boljši vpogled, katere ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti na nivoju stavbe. Upravnik se težko deluje samo na podlagi enega stanovanja. Kako pa je v primeru, ko etažna lastnina ni urejena? Če etažna lastnina ni urejena, potem se lahko za stavbo, večstanovanjsko stavbo, izdela samo energetska izkaznica za celotno stavbo. Namreč pri neurejeni etažni lastnini ni mogoče
izdelati energetsko izkaznico za posamezno stanovanje, ker pač ni možno. Kako pravzaprav pridobimo energetsko izkaznico? Kakšen je to postopek? Energetsko izkaznico pridobimo preko neodvisnega strokovnjaka. Na Ministrstvu za infrastrukturo, na Direktoratu za energijo imamo zbirko seznam vseh strokovnjakov, neodvisnih strokovnjakov, ki izdelujejo energetske izkaznice. Danes jih imamo že približno 300. Seznam teh strokovnjakov je objavljen na naši internetni strani, na našem energetskem portalu. Vedno priporočamo naročnikom energetskih izkaznic, da dajo povpraševanje na vsaj 3 energetske strokovnjake, ki so po možnosti v bližini te stavbe, ker potem tudi pomeni, da bo on sam, energetski strokovnjak, imel sam manj stroškov z ogledom stavbe. In to je način, na katerega se pride do energetske izkaznice. In za kakšen strošek gre pravzaprav? Strošek za energetsko izkaznico je popolnoma odvisen od same zgradbe, odvisni od tega, koliko projektne dokumentacije imamo razpoložljive, od kompleksnosti ogrevalnih sistemov v hiši in se giblje popolnoma različno. Imamo ekstremne primere, kjer smo zabeležili tudi že ceno energetske izkaznice za stanovanje za 9 evrov, kar je ekstremno nizka cena, pa tam do več 100 evrov, odvisno od tega, kako velika je stavba, oziroma ali gre za večstanovanjsko stavbo in tako naprej. No in večinoma gre za razmeroma visoko ceno, sploh če primerjamo cene pri nas z nekaterimi državami Evropske unije, nekje stanejo tudi le 10 evrov. Zakaj takšna cena pri nas in zakaj takšne razlike? Zakaj so razlike med samimi cenami za energetsko izkaznico, sem že, mislim, da pojasnil. To, kar pa beležimo, je pa glede samih cen in pa primerljivost cen z sosednjimi državami, pa ugotavljamo, da so te cene zelo primerljive. Tako kot sem rekel, ekstremno nizke cene so tudi pri nas prisotne, teh 9 evrov na manjše stanovanje, mislim, da tudi v tujini nisem zasledil takšne cene in so popolnoma, iz našega stališča mislimo, da so popolnoma primerljive. Želeli smo tudi vzpostaviti, se pravi, trg na tem področju. Iz tega razloga smo usposobili teh 300 neodvisnih strokovnjakov in jih še usposabljamo. Iz tega razloga, da se ustvari trg, na katerem si bodo ti energetski strokovnjaki konkurirali in potem tudi se bo sama določila neka tržna cena. Nam ni v interesu, da bi postavljali eno zgornjo limito, zgornjo ceno, ker bi s tem omejevali trg oziroma bi se zelo verjetno vsi približali tej ceni. Ta cena se mora določiti sama na trgu in bo zelo verjetno tudi enkrat se ustalila pri neki nižji ceni, glede na to, kar bi mogoče mi iz ministrstva določili kot eno limito. Ali nizka cena, recimo 9 evrov, kot ste dejali, pomeni manj kakovostno storitev, kot na primer energetska izkaznica, ki stane 100 evrov ali več? Na ministrstvu zbiramo vse energetske izkaznice in vodimo tudi nadzor nad tem delom, nad strokovnostjo izdelav energetskih izkaznic. Sedaj ugotavljamo, da je ta nivo zadovoljiv. V vsakem primeru mora vsaka storitev, izdelava energetske izkaznice, mora biti skladna s standardi, s katerimi se izdeluje. Tako da v vsakem primeru kupci morajo dobiti in tudi dobivajo kvalitetno storitev v ta moment. Pa bo mogoče energetsko izkaznico kdaj naročiti tudi v tujini? Tudi s tem primerom smo se že srečali, da se energetski strokovnjaki želijo identificirati pri nas v Sloveniji in tudi tu nuditi svoje storitve. Tudi to je možno, vendar se mora potem ta strokovnjak pri nas licencirati, sprovesti se mora ugotovitveni postopek, da je v tisti državi izobraževanje
na primernem nivoju oziroma primerljivem nivoju kot pri nas. Ko se ta postopek zaključi, potem lahko ta energetski strokovnjak iz tujine tudi pri nas izdeluje energetsko izkaznico. Kakšni pa so roki za izdelavo energetske izkaznice? Roki za izdelavo energetske izkaznice so primerljivi s tem, kako kompleksna je spet ta naša stavba oziroma kako kompleksni so ogrevalni sistemi in tako naprej. Se lahko gibljajo tam od dveh dni za izdelavo takšne pa do maksimalno, verjamem, da v enem tednu so sposobni neodvisni strokovnjaki izdelati energetsko izkaznico. Kako pa je v primeru, če oddajamo stanovanje oziroma nepremičnino prodajamo in še čakamo na energetsko izkaznico, ali jo lahko kljub temu oglašujemo, jo lahko prodajamo, če čakamo, če imamo naročeno? Pravilnik in tudi zakonodaja sta v tem primeru jasna. Za oglaševanje pri oglaševanju nepremičnine je potrebno zraven navesti tudi energijski razred. To pomeni, da oglaševanje brez tega podatka ni dovoljeno. In če nimamo tega podatka, verjetno sledi kazen. Kakšna je višina kazni, če tega podatka nimamo? Za oglaševanje nepremičnine je od 1.1. letošnjega leta zapisana kazen 250 evrov v primeru, da pri oglaševanju ne podamo energijskega razreda naše stavbe. V primeru prodaje stanovanja pa je kazen zagrožena od 24. februarja naprej in je ta kazen 300 evrov. In koliko izkaznic ste izdali nekje do tega tedna? Imate ta podatek? Do danes smo izdali približno 2800 energetskih izkaznic. Opažamo, da se energetske izkaznice izdelujejo zelo pospešeno, tako da smo samo v zadnjem mesecu zabeležili več kot 1000 energetskih izkaznic. Za konec pa še vprašanje, ki verjetno zanima vse lastnike nepremičnin. Ali bodo energetske izkaznice sčasoma obvezne tudi za ostale lastnike nepremičnin, ne le za tiste, ki oddajajo nepremičnino v najem oziroma jo prodajajo? Ali je to cilj energetskih izkaznic? Cilj energetskih izkaznic je učinkovita raba energije in zaščita potrošnika pri nakupu. To pomeni, da za samo bivanje v stanovanju, v stavbi, v hiši ni predvideno, ni potrebno in tudi ne pričakujemo, da bo se kdaj pojavila potreba po tem, da bi za takšen namen izdajali energetske izkaznice. No, s tem pa tudi zaključujeva današnji pogovor. Gospod Danijel Levičar, zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalci, drage gledalke, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjega tedna.